Vsi pravijo, kako fino je imeti veliko prijateljev in, no ja, v bistvu jaz tudi. Ampak včasih vseeno raje kar izklopim telefon in se odmaknem nekam na samo, da lahko v miru meditiram, ker mi sicer vsi težijo, če imam fajn avto na testu. Ok, pomirjen sem. Včasih si je treba vzeti čas za razmislek, sploh zdaj, ko moram povedati, če je to res najboljši hot hatch vseh časov. Angliji mu pravijo kar super hatch, to so takšne kombi limuzine z rahlo povečano močjo. Ampak zakaj se vsi moški obračajo za mano, pardon, za avtom, tudi če se peljem čisto počasi? Vem, da marsikoga ne bo ganilo tole, kar bom povedal zdaj, ampak jaz po noči nisem mogel spati, ker je bil Focus RS parkiran na mojem dvorišču. Najprej sem se zbujal zaradi motorja, sicer samo 4-valjnik, ima zdaj 2,3 litre prostornine in 350 konjev. Potem me je žena zbudila, ko sem med smrčanjem mrmral 4-kolesni pogon, adijo Revonaka, zdaj grizejo vsa 4 kolesa, tukaj sta 2 elektronsko podprta diferencijala in kar 70% vse moči gre k zadnjemu paru koles, od tega 100% na eno samo kolo. In ko se mi je v sanje prikradel tale gumb, sem vstal in se odpeljal sem, na Vransko. Pač, to ni avto za gledati, čeprav čist fajn zgleda sploh 100 barov, ki stane dodatnega jurja. To je treba gnati. Najprej ena na easy, pospešek. Pa ima 4,7 do 100. Akcija druga. To sem slabo, še enkrat. Noro, kako to gre. To bi si mislil, da bo serijski Focus tako letel. Kaj ima narediti tak gumbek? Noro. Prvi serijski avto s programom Drift Mode in to s 4-kolesnim pogonom. Se ne bo noben opazil, da je tole manj profila. Pa tudi če bo, RS to rabi, jaz pa tudi. Ampak, a že samo zato najboljši? Pravi test je itak vedno na cesti. Žal tukaj ne smem tako hitro, ampak kaj vam pa že lahko povem? Recimo to, da se v načinu normal prav lepo pelje. Nastavljivo blaženje ima in če sem čisto pošten, sem pričakoval, da bo na takšnih slabih cestah bolj trd. Dokler ne vklopim programa Sport, pazite tole. Kako noro poka. Joj, že dolgo nisem imel v avtomobilu tako naježenih kocin. In kako noro vleče. S funkcijo Overboost ima za 15 sekund navora kar za 470 Nm, kar pomeni, da ne boste prav težko prehiteli kakšne počasnele. Se pa najbrž ne boste vozili 266 km/h, kolikor pa je gre ta modra zverina. Poraba, no, če že moram, 15,6, ampak smo si ga premalo nanudili. Če se boste vozili malenkost bolj umirjeno, vseeno pričakujte med 12 in 13 litri, kar pomeni, da vas bodo na bencinskih črpalkah vseeno imeli zelo radi. Ne moram nehati s presežki. Občutek na volanu je odličen in čeprav je obroč malce tanek, mi vseeno lepo sede v roke. Menjalnik je hiter in natančen, sklopka trda, zvok pa, znotraj je nor. Grmi, poka, povsem dirkaški občutek je, ampak vas moram vseeno malce razočarati, pomagajo mu zvočniki. Saj se ga sliši tudi zunaj, ampak če bi bil še zunaj tak kot znotraj, ojoj. Tile sedeži so del dodatne opreme in dobra novica, kljub izdatni bočni opori je tukaj dovolj prostora tudi za tiste, ki vas je malce več skupaj. Zame osebno so celo preširoki. In priznam, če bi se dalo, bi si jih spustil nekoliko nižje, pa so fiksno vpeti v ta nosilec. Ampak je nameščen pravilno. Saj veste, tudi vozniki Railija sedijo dokaj visoko, da lažje vidijo ven.
Če dobro razmislim, me dejansko moti samo to, da razen sedežev RS tule znotraj izgleda kot čisto običajen Focus. No in da pri tem pasu nekaj škripa, ampak to je samo pri točno tem avtomobilu. Rešitev? Evo, takole se nič ne sliši. Mogoče še ena malenkost, no. Če ne driftate, se vseeno čuti, da avtomobil tehta več kot 1,5 tone, ampak se vseeno zelo lepo drži ceste. In najboljše sem prihranil za konec. Še sam ne moram verjeti, da bom res to rekel. Vse tole dobite za manj kot 40 000 evrov, kar je zelo poceni. Ne, res je, ker pri ostalih za takšen denar ne dobite vsega tega. Torej, je dober? Ja, najboljši? Ja. Še tole ni bila dobra ideja, bežimo, folk že leti sem.